Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka. Danes vas bom popeljala skozi trening za celo telo s pomočjo enoročnih uteži. Vse, kar si morate še poleg tega zagotoviti, je seveda malček več prostora za nemoteno izvajanje vaj ter seveda stekleničko vode. Če nimate uteži, brez skrbi, pograbite nekaj težkega ali pa samo sledite navodilom, ki bodo podane poleg vaj. Trening bo potekal intervalno in sicer vsako vajo bomo izvajali po 40 sekund, nato pa bo sledila 20 sekundna pauza. Vse skupaj bomo ponovili dvakrat, trening pa ti bo v celoti vzel 14 minut. Preden pa da se pomaknemo na trening, ne pozabiti napraviti ogrevanja, podariti video like in če si nov in če se še nisi naročil na moj kanal, naredi to zdaj. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovati. Pa kar pograbimo uteži in se pripravimo za prvo vajo, ki je kombinacija kar treh. Najprej bomo napravili klasični počep, uteži pa si bomo postavili na ramena. Ko se spustimo v počep, uteži ostajajo na mestu, ko pa se dvignemo iz počepa, jih potisnemo visoko proti stropu, ostajamo v stoječem položaju in napravimo še upogib komolcev in se nato spet spustimo ponovno v počep. Pri počepu poskrbimo za pravilno držo, ramena potisnemo nazaj, lopatice potisnemo naprej in stisnemo trebušne mišice. Ko se vrnemo iz počepa v stoječ položaj, izdihnemo in potisnemo uteži visoko proti stropu, nato ponovno vdihnemo, ko se pripravimo še za upogib komolcev. Naj vam komolci pri upogibu ne pobegnejo naprej ali nazaj, držite jih tesno ob telesu. Pri dvigu nazaj iz počepa pa vso težo pritisnite na peto. Naj delo opravijo noge in nikar hrbtenica. Sedaj sledi 20-sekundna pauza, odložite uteži, napolnite pljuča s kisikom, zopet bo sledila kombinacija dveh vaj in sicer izpadnega koraka in mrtvega dviga z eno nogo. Najprej bomo kombinacijo napravili z eno nogo in po pauzi še z drugo. Pa ponovno pograbite uteži in vzdržujte vzravnano držo. Uteži vam bodo v pomoč, da boste lahko ohranjali ravnotežje. Ko napravite izpadni korak nazaj, vdihnemo, koleno spustimo proti tlom, prav tako telo, vendar ga ne nagibamo naprej. Pri dvigu nazaj ne uporabljamo zagona, ampak težo dviga ponesemo na peto prednje noge. Nato sledi mrtvi dvig z eno nogo in dvignemo ta isto nogo, ki je prej potovala nazaj. Težo mora nositi prednja noga, zato delajte počasi in kontrolirano, sploh če ste začetnik. Po pauzi samo zamenjamo nogo in nadaljujemo z kombinacijo istih dveh vaj. Vaja bo zahtevala več ravnotežja in dinamike, zato nikar ne hitite in se osredotočite na pravilno izvedbo. Poskrbite, da teže ne prenašate na hrbtenico, ampak izključno na nogo. Utež pri tem potuje vse do sredine stopal, na kar se počasi in kontrolirano dvignemo v stoječ položaj za ponovno ponovitev izpadnega koraka nazaj s ta isto nogo. Odložite uteži, pri naslednji vaji pa bomo potrebovali le eno, saj bomo napravili veslanje v predklonu z izmeničnim dvigovanjem, torej najprej z eno roko, nato pa še z drugo. Pripravimo se kar v predklon, rahlo pokrčimo kolena in stopimo v širok razkorak. Telo nagnemo naprej, tako da bo hrbtenica vzporedna s tlemi, vrat pa naj bo kot podaljšek hrbtenice. Z eno roko pograbimo utež, drugo pa imamo iztegnjeno naravnost na stran v širini ramen ali pa jo položimo na bok. Dvig komolcev napravite najprej z eno roko, nato pa še z drugo. Roka mora ves čas lepo potovati ob telesu, kot bi žagali. Pazite, da hrbtenica ostaja ves čas ravnana in trebušne mišice napete. Največ napetosti morate čutiti ravno med lopaticami, ko dvignete komolec visoko proti stropu. Pri menjavi rok utež odložite na tla, pri tem pa ne ogrozite drže.
Sledi 20-sekundna pavza, ponovno se dobro nadihajte zraka, saj bomo pri tem treningu napravili ogromno kombiniranih vaj, ki zahtevajo dosti zbranosti. Ponovno bomo uporabili samo eno utež, vajo pa bomo napravili v 2 intervalih. Ponovno gre za kombinacijo 2 vaj, izpadni korak na stran in nato potisk uteži nad ramo. Postavimo se v širok razkorak, stopala obrnemo navzven, v eno roko pograbimo utež, drugo položimo na bok ali pa jo stegnemo na stran. Počasi se spustimo v stranski izpadni korak, pri tem zadnjico potisnemo nazaj, telesa pa ne pretirano nagibamo naprej. Utež pri spustu ponesemo k nasprotni nogi, nato pa jo dvignemo visoko proti stropu. Pokrčeno koleno mora ostati ves čas poravnano s stopalom, pri spustu jo potiskamo navzven, medtem ko druga noga ostaja zravnana. Pred nami je 20-sekundna pavza, enako gibanje bomo ponovili še na drugo stran. Pri dvigu ne uporabljamo zagona, ampak jo usmerimo na peto pokrčenega kolena, utež v roki pa dvignemo do višine ramen in visoko proti stropu. Med pavzo se bomo kar spustili na tla v položaj visokega planka, saj bomo napravili poskočni spider plank, pri tem pa nam bodo v pomoč uteži. Uteži postavite tako, da so neposredno pod rameni in nanje položite dlani. Pri tem pa eno nogo pokrčite in jo postavite naprej nasproti komolca, medtem ko je druga iztegnjena nazaj. Pri vaji ohranjajte ves čas zravnano hrbtenico in trebušne mišice napete. Gibanje bo dinamično, ampak pazite, da pri tem ne ogrozite pravilne izvedbe. Pri skakanju pristajajte mehko, prednjo nogo pa čim bolj približajte komolcu. Dihajte skladno z gibanjem. Sedaj sledi 30-sekundni premor, napravili smo natanko polovico treninga, vse vaje, ki smo jih napravili, pa bomo ponovili še enkrat. In se med pavzo lahko ponovno pripravite za vajo, ki je kombinacija kar 3 vaj, počep, pri katerem bomo napravili potisk nad glavo in upogib komolcev. Pograbimo uteži in se pripravimo za položaj počepa. Noge postavimo v širok razkorak širine ramen, ramena potisnete nazaj, stisnete trebušne mišice in hrbtenica ves čas ostaja zravnana. Pri spustu vdihnemo, kolena potisnemo navzven in vso silo dviga usmerimo na pete. Nato v fazi dviga sledi hkrati še potisk uteži nad glavo, ponovni vdih, nato spust uteži za upogib komolcev z izdihom. Uteži ponovno postavimo na ramena in se spustimo ponovno v počep. Pazite, da se osredotočite na pravilno izvedbo in da uporabite pravilne mišice, telo držite napeto kot struna, brez poplesavanja skladno z dihanjem. Pred nami je 20-sekundna pavza, odložite uteži, napravite požirek vode, po pavzi nas čaka vaja, ki je kombinacija izpadnega koraka nazaj in izvedba mrtvega dviga z eno nogo. Vajo bomo kot že pri prvem krogu najprej ponovili z eno nogo, nato pa v drugem intervalu še z drugo. Pri izvedbi te vaje ste opazili, da je z eno nogo šlo lažje kot z drugo, zato predlagam, da pričnete najprej z šibkejšo in nato nadaljujete z močnejšo. Pograbimo obe uteži, z nogo stopimo v izpadni korak nazaj, koleno spustimo počasi vse do tal, pri tem pa pazimo, da ne odbijamo od tal. Telesa ne nagibamo pretirano naprej, ampak se bolj osredotočimo na potisk zadnjice navzdol. Pri dvigu nikar ne uporabljajte zagona zadnje noge, ampak se dvignemo z prednjo nogo in vso težo usmerimo na peto.
Naposled sledi še druga vaja, pri kateri ta isto nogo, s katero smo stopili nazaj, dvignemo proti stropu, hkrati pa se s telesom nagibamo naprej, pri tem pa ne usločimo hrbtenice, ampak rahlo pokrčimo koleno, na katerem držimo vso ravnotežjo in stisnemo trebušne mišice. Sedaj sledi pavza, po pavzi bomo le zamenjali nogo in enako gibanje ponovili še 100. Bodite pozorni na držo, hrbtenica mora ostati ves čas ravnana in trebušne mišice napete. Če se pojavi bolečina, takoj prenehajte in se ponovno pripravite v začetni položaj. Pri dvigu ne sme trpeti hrbtenica, ampak mora delo opraviti noga. Dajte prednost pravilni izvedbi in pravilni uporabi mišic. Če boste hiteli, boste hitro izgubili ravnotežje, pri tem pa boste utrpeli še poškodbe, teh pa si ne želimo. Želimo si zdravo in močno telo. Odložite uteži, pri naslednji vaji bomo potrebovali le eno, sledi namreč vaja izmenično veslanje v predklonu. Utež si pripravite na sredino širokega razkoraka, pri tem pa rahlo pokrčite kolena, telo nagibajte naprej, tako da bo hrbtenica vzporedno s tlemi. Eno roko pri tem iztegnite naravnost na stran ali pa jo položite na bok. Medtem ko z drugo roko sežete proti uteži in jo dvignete proti prsnemu košu. Komolec mora potovati visoko proti stropu, pri tem pa morate začutiti stisk lopatic. Vdih sledi v fazi spusta, medtem ko izdih v fazi dviga. Pazite na drž hrbtenice, da se ne napravi lok, pri vaji pa ves čas držite trebušne mišice napete in se osredotočite na pravilni stisk mišic med lopaticama. Po pavzi nas čaka vaja, katero bomo napravili v 2 intervalih, prav tako začnite s šibkejšo in nadaljujte za močnejšo nogo. Sledi kombinacija stranskega izpadnega koraka s potiskom uteži nad ramenom, uporabili pa bomo samo eno utež. Pripravimo se v širok razkorak, stopala obrnemo navzven pod kot 45 stopinj. Pri tem pazimo, da nismo spet v preširokem razkoraku, to bomo vedeli takoj, saj se nam bo pri spustu zataknila medenica. Utež imamo v nasprotni roki poteka gibanja, medtem ko lahko drugo roko držimo na boku ali pa enako kot pri prejšnji vaji iztegnjeno na stran. Pozorni smo na spust in da kolena ostajajo poravnana s stopalom. Pri dvigu in potisku uteži ne uporabljamo hrbtenice, ampak težo potiska usmerimo na peto. Utež pa potisnemo visoko proti stropu. Pazimo, da ne pretiravamo z ekstenzijo medenice, ampak se osredotočimo na stisk trebušnih in ritnih mišic, medtem ko svoje delo še opravljajo roke in ramena. Po pavzi bomo le zamenjali stran in nadaljevali z enakim gibanjem. Na delu bodo skratka vse mišice telesa, zato je še toliko bolj pomembno, da se osredotočimo na pravilno izvedbo in tehniko dihanja. Le tako lahko napredujemo in vidimo rezultate, ki si jih želimo. Hrbtenica ostaja ves čas ravnana pri celotnem poteku vaje. Uporabljajte uteži, ki niso pretežke, ampak vas kljub temu izzovajo. Sledi še zadnja 20-sekundna pavza, pred nami je še zadnja vaja Jumping Spider Plank s pomočjo uteži, pri kateri bomo napravili izmenično skakanje. Roke pri tej vaji ne držimo zaklenjenih, ampak malenkost pokrčimo komolce. Telo pa mora tvoriti ravno linijo od ramen do stopal. Pri vaji se ne sme ustvariti strešica, saj pri tem razbremenimo trebušni del in skladno pri tem trpi hrbtenica. Trebušne mišice držite napete in naj bo telo čim bolj mirno pri skakanju. Če ste začetnik, namesto skakanja prilagajte nogo naprej in nazaj počasi. Nikar ne skrbite, če tega še niste sposobni napraviti prvič.
Moč mišic se bo z redno telesno aktivnostjo in uporabo uteži stopnjevala in nadgrajevala. Dajte svojemu telesu čas, da se navadi na spremembe. In konec! Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga, seveda lahko vse skupaj ponovite še enkrat ali dvakrat, ali pa trening napravite v sklopih, torej da si določite število ponovitev in število setov. Če so vam všeč takšne oblike treninga in če bi si jih v bodoče želeli videti še več, pa mi dajte pisati spodaj v komentarjih. In preden da se poslovimo, ne pozabite videti videa dalje ali ga napraviti skupaj z vašo prijateljico, mu podariti like, se naročiti na moj kanal, da ne zamudite bodočih vsebin. In to je to in se vidimo naslednji teden.